Moje ime je dr. Henrik Jerkeš, sem profesor na Univerzi v Novi Gorici, med drugim tudi na Poslovno-tehniški fakulteti. Na Poslovno-tehniški fakulteti veliko pozornosti dajemo naši bodočnosti, torej se učimo, raziskujemo trajnost in trajnostni razvoj. Na to temo bom podal kratko predavanje in zatem predstavil še našega uspešnega kolega, ki je zaključil magisterij na naši fakulteti. Torej, vedno bolj izpostavljeno vprašanje je, ali človek preveč obremenjuje naš planet, ali preveč obremenjuje naše okolje. Tudi trajnost in trajnostni razvoj je stalnica, o kateri se vedno bolj, vedno več pogovarjamo, in to ne zgolj v znanstveni sferi, ampak tudi strokovni, poslovni in konec koncev tudi ljudskih pogovorov. Vprašanje je, na katerega mnogi že opozarjajo, predvsem naravovarstveniki, koliko planetov je sploh potrebno za to, da človek zadosti svojim potrebam. Dajmo pogledati eno oceno, ki temelji na splošno sprejeti metodologiji o tem, kako ocenimo naš vpliv in kako bi lahko ocenili, kakšna sposobnost absorpcije naših potreb, naših odpadkov ima naš planet. Brez dvoma, in to je potrebno posebej izpostaviti, je trajnost in s tem trajnostni razvoj tridimenzionalen. Če nek razvoj ne izpolnjuje tako ekonomskih kot ekoloških in družbeno-socialnih dejavnikov, ne moremo govoriti, da je trajnosten. In trajnost je neko stanje, k kateremu stremimo, v katerem čas postane nepomembna komponenta, zato ker lahko svoje aktivnosti počnemo neskončno dolgo, brez da bi katerokoli od dimenzij te trajnosti prizadeli. Seveda človek v svojih, da rečem, dobrih 120 letih od industrijske revolucije je naredil velik napredek na področju znanosti in tehnologije. In to je dostikrat bolj izgovor kot sam argument za to, da je naše obremenjevanje planeta vedno večje. Mi moramo poskrbeti za to, da ne živimo na račun koga drugega in še bolj poskrbeti za to, da bodo tudi bodoče generacije lahko izpolnjevale svoje želje, svoje potrebe na enak način, kot jih izpolnjujemo mi. Družbeno-socialni sistem je takšen, da stremimo predvsem k čim višjim dobičkom, čim več denarja. To je družbeno sprejet sistem, ki ga imamo in mimo tega ne moremo, zato tega ne delamo dostikrat na račun ljudi. Zato ker seveda na določeno stopnjo kakovosti življenja se zelo hitro navadimo in težko stopimo korak nazaj. Zato veliko naših aktivnosti ni trajnostnih, predvsem zaradi tega, ker želimo nekatere antropološke vplive delati na račun narave. Poglejmo, kako to izgleda. Najprej z zelo preprostim primerčkom, kjer pogledamo čredo krav na travniku. Imamo kmeta, ki ima 3 kravce na svojem travniku, ki je velik toliko in toliko. Te kravce so zdrave, so site in tudi travnik se lahko, torej tudi trava se lahko dovolj hitro regenerira in to pomeni, da te kravice, ta čreda, ne povzroča prevelikega ekološkega vpliva na biokapaciteto tega pašnika. In seveda vse dobre posledice samooskrbe, ki je eden ključnih mehanizmov v trajnostnem razvoju, zaužije družina, vključno z višjim družbeno-socialnim položajem, kjer lahko denar namesto za nakup določenih mesnih izdelkov, sira, mleka, porabijo za obisk kina, knjižnice, nakup igračev in tako naprej za otroke. Kaj se zgodi, če kmeta
zamika višji dobiček, poveča čredo, ki pa je prevelika za biokapaciteto tega travnika in ne zgolj povečan del črede, ampak tudi prvotne kravice poginejo. In družina izgubi vse benefite, vse prednosti samooskrbe. In če nekako preslikamo ta travnik na naš planet in te kravice v populacijo, torej zemljane in v ljudi, lahko vidimo, kaj se bo zgodilo, če ne bomo pazili, s kakšnim tempom, s kakšno intenzivnostjo obremenjujemo naš planet. Problem je, ker ga ne poznamo kapacitete našega planeta. Mi kapaciteto našega planeta povečujemo predvsem zaradi razvoja znanosti in tehnologije. Spomnimo se samo recimo v Ameriki, ameriških indijancev, ki jih je živelo 100 na površine, recimo danes enega Manhattna, kjer je 100 in 100 tisoče ljudi. To je možno zgolj zato, ker je človek vmes razvil vodovod, ker je razvil tehnologijo kanalizacije in podobno, razvil je dvigala in je zato možno, da na tistem koščku našega planeta ljudje prekomerno in to brez dvoma obremenjujejo okolje. Kako oceniti splošen vpliv antropološkega, ekološkega odtisa, torej vpliva človeka, vseh njegovih aktivnosti, v primerjavi z tem, kaj narava zmore absorbirati. To je splošno sprejeta metodologija, ki pravimo primerjava ekološkega odtisa z biokapaciteto, kjer lahko primerjamo bodisi vpliv posameznih teritorijev, posameznih držav in ali vpliv vseh zemljanov na naš planet. Skratka, damo na eno stran vse aktivnosti, s katerimi človek obremenjuje okolje, in tu gre tako za črpanje virov, kot za odlaganje odpadkov, trdih, plinastih, kapljevitih, in na drugi strani seveda precej raznoliko zmožnost našega planeta za nudenje teh virov in absorpcijo odpadkov. Ko pogledamo, ne more biti biokapaciteta enega severnega pola enaka z ozemljem v zmernem pasu in torej tudi to je precej raznoliko. Težava je, kako vse naše aktivnosti dati na isti skupni imenovalec. Skratka, oblačila, energijo, prebivališče. Ta metodologija to s pomočjo globalnega hektarja, torej z nekim ekvivalentom planeta, za vsako aktivnost, ki jo človek izvaja, ima svojo število, ki potem v končnem seštevku da eno število in to je ekološki odtis. Torej, primerjamo vse naše aktivnosti od proizvodnje energije, transporta, bivanja, industrije, proizvodnje, ribištva z tem, kar narava v določenem okolju ali kot global zmore. Če pogledamo animacijo, ki kaže presežek ekološkega odtisa nad biokapaciteto v posameznih državah, vidimo, da se je to v 50 letih dramatično spremenilo. Tam, kjer je barva zelena, bolj zelena, ljudje živijo oziroma pod zmožnostmi narave, kar pomeni, da ne obremenjujejo preveč okolje. Tam, kjer je območje označeno rdeče, pa presegajo zmožnosti narave. In vidimo, žal, da je v letu 2012 večina našega planeta rdečega. Večina držav, predvsem tistih višje razvitih, kar vidimo v zmernem pasu, močno presega biokapaciteto našega planeta. Če bomo nadaljevali s takšnim tempom, so izračuni,
Združenih narodov, da bomo do leta 2050 nekje prišli do številke 3. Torej, da bi potrebovali skoraj 3 planete za zadovoljevanje svojih potreb in seveda tu vključujemo in vire in odpadke. Ta matematika se ne izide, imamo samo en planet Zemlja in če želimo, da ne gremo po poti propada, ampak gremo po poti trajnosti, se moramo narediti pravilno scenarij, pravilno strategijo trajnostnega razvoja. Eden ključnih mehanizmov v tej strategiji trajnostnega razvoja je krožno gospodarstvo, ki ni nič drugega kot trajnostni razvoj tukaj in zdaj. Torej, pri zdajšnji percepciji, pri zdajšnji zakonodaji, pri zdajšnjih finančnih zmožnostih. Seveda to moramo na področju planeta storiti vsi. Najprej večji, ampak začne se pri vsakem posamezniku, pri vsaki posamezni občini, državi in na ta način poznamo pot, samo držati se moramo. In ocena je, da danes človeštvo porabi skoraj 2 planeta za črpanje virov in za odlaganje odpadkov. Kar pomeni, da tisto, kar mi v enem letu obremenimo naš planet, planet rabi 1 leto in 8 mesecev, da se regenerira. Tudi ta matematika se ne izide in brez dvoma in nujno je potrebno opozarjati, predvsem odgovornih zahtevati, da se naredi drugačen sistem, da se naredi drugačna strategija razvoja, kjer ne bo dobiček pokrival trajnostnega razvoja na račun okolja oziroma na račun planeta. V začetku sem omenil, da je trajnost tridimenzionalna, zato ni tukaj samo narava, ni samo ekonomija, ampak so tudi družbeno-socialni vidiki zelo pomembni in morajo biti izpolnjeni, kar pomeni, če na grobo, to je zelo grobo povedano, družbeno-ekonomske vidike, družbeno-socialne vidike enačimo z zdravstvom, znanjem in bivanjem, so Združeni narodi oblikovali Human Development Index, ki združuje nekako to kakovost bivanja, zdravstva in izobraževanja, ki bi naj bil vsaj 0,7. Stanje danes je takšno. Veliko držav dosega, da rečem, biokapaciteto, je ne presega. Vendar veliko držav tudi ne dosega družbeno-socialnega indeksa HDI, torej so razmere slabe, slabo šolstvo, slabo zdravstvo in tako naprej. Po drugi strani, desno od vertikale vidimo, da je veliko držav takšnih, ki ta indeks dosega, torej so družbeno-socialne razmere dobre, kakovost bivanja v redu, ampak obremenjevanja okolja bistveno preveliko, tudi krat 5, glede na biokapaciteto njihovega teritorija. In tukaj se vidi, da je obremenjevanje okolja povezano, ni linearno, ampak je povezano z ekonomsko situacijo v določenem državi ali pa z bogastvom in zato ravno ti bogati morajo zagotoviti bodisi s tehnologijo, bodisi z manjšo rabo, zniževanje obremenjevanja našega planeta in hkrati pomagati pri družbeno-socialnem vidiku revnejšega dela našega planeta. Ko bomo enkrat vsi, ki vsi skupaj živimo na tem istem planetu, dosegli vsaj minimalne zahteve, ki so jih kvantificirali Združeni narodi v enem takšnem grafu, takrat se ne rabimo bati ne za sebe, ne za druge, ne za naše potomce. Jaz sem omenil krožno gospodarstvo. Krožno gospodarstvo je koncept, ki nam omogoča pri nekoliko
paraboličnem izrazu trajnostni razvoj udejanjati to, kar je možno danes in tukaj. Torej, ni potrebno spreminjati percepcije, ker mi ne vemo, kakšni robni pogoji bodo takrat, ko trajnost bomo dosegli, ampak iščemo trajnost znotraj zdajšnjih družbeno-socialnega sistema, pravnega reda, percepcije realnosti in tako naprej. In na Poslovno-tehniški fakulteti je takrat še študent in zdaj kolega Andrea Toroni izdelal izredno kakovostno magistrsko delo, kjer je obravnaval prav krožno gospodarstvo na prav konkretnem teritoriju v Sloveniji z realnimi podatki in prosim, da se na kratko predstavi in predstavi tudi svoje delo. Izvoli, Andreja. Pozdravljeni, hvala lepa za vaš uvod. Torej, naj se vam še malo osebno predstavim. Torej, sem Andrea Toroni, imam 28 let in sem slovenski zamejec iz Gorice. Kot je že povedal profesor, sem diplomant univerze in sem na smeri gospodarski inženiring najprej diplomiral leta 2015 in nato tudi magistriral leta 2018. Trenutno pa sem zaposlen v podjetju Male Electric Drive Slovenija kot projektni nabavnik in delam na projektih e-mobilnosti. Magistrska naloga je bila z naslovom Učinki uvajanja koncepta krožnega gospodarstva na razvoj občine Kočevje in bom v kratkem predstavil glavne točke in zaključke. Torej, namen je bil predvsem opredeliti koncept krožnega gospodarstva, pregledati statistične podatke, ki so bili takrat na voljo in so se nanašali na uvedbo novega koncepta, ter prikazati primer ustrezne implementacije v občini Kočevje in to predvsem s pomočjo primera družbe Kočevski les. Iz literature smo preverili podatke in študija v državah Evropske unije je kazala, da je z uvajanjem tega koncepta možno znižati ogljični odtis, pridobiti nova delovna mesta in tako znižati brezposelnost in tudi priti do rasti BDP-ja. Ugotovili smo tudi, da v Sloveniji je še veliko neizkoriščenih tako kulturnih kot naravnih potencialov. V magistrskem delu smo definirali krožno gospodarstvo kot koncept, pri katerem se upošteva trajnostno rabo virov in zaprto zanko materialov, ki pa morajo izhajati iz lokalnih potencialov in sledi lokalno dobrostanje in ekonomska uspešnost. Pri tem so izpolnjeni tako gospodarski kot okoljski in družbeno-socialni učinki. Pri okoljskih smo našteli zniževanje toplogrednih plinov in odpadkov, uporabo lokalnih virov in zapiranje zanke toka materialov in energije. Ekonomski vidiki, kot smo že povedali, je povišanje BDP-ja in zapiranje zanke denarnih tokov in dodane vrednosti v lokalnem okolju. Pri družbeno-socialnih pa smo našteli nova delovna mesta, višje plače, kar pomeni tudi več denarja za lokalne proračune in boljši življenjski standard. Zaključki so bili, da v bistvu pri definiciji je potreben celovit pristop konceptu in iz tega sledijo veliki pozitivni učinki,
ki smo jih že našteli. Na prikazanem primeru občine Kočevje za obdobje med letom 2015 in 2017 z organizatorjem, ki je družba Kočevski les, so nastale pozitivne koncesijske dajatve, pozitivna bilanca družbe in znižala se je brezposelnost, kar je pomenilo nižji strošek tudi za državni proračun in nastalo je 47 novih delovnih mest zaradi uvajanja novega koncepta. In torej ti podatki kažejo pozitivno poslovanje in mnogo pozitivnih učinkov, kar pomeni, da je lahko občina Kočevje vzorčen primer za vse, tudi za upoštevanje tega koncepta širše. Torej, prikazali smo, da se lahko usmeri na pot proti trajnosti s prehodom iz linearnega v krožno gospodarstvo. Naj povem še nekaj izkušenj glede študija na Univerzi v Novi Gorici. Torej, na obeh, na diplomskem in magistrskem študiju sem razpoznal, da se dela na modernih študijskih programih in predmetnikih in da so predavalnice z majhnim številom študentov, kar omogoča oseben stik s profesorji, kar je gotovo dodana vrednost. Med dodane vrednosti štejem tudi mednarodno učno okolje in smer gospodarski inženiring odpira široko paleto znanj na programih glede tehnike, ampak tudi ekonomije in to združuje skupaj. To pridobljeno znanje je potem zelo uporabno, predvsem z praktičnega vidika v delovnem okolju in pridobi se tudi sposobnost upravljanja, ki je tako tudi uporabna v vsakodnevnem življenju. In glede na širino študija je velika možnost pri zaposlitvi v različnih sektorjih in na različnih delovnih mestih. Andreja, hvala. Dovolite še eno vprašanje, ste več ali manj vse povedali. Pri vašem magistrskem delu ste se osebno seznanili z ljudmi v Kočevju in tudi z tem kočevskim lesom, z vodstvom Kočevskega lesa kot koordinatorjem krožnega gospodarstva v Kočevju. Kakšen občutek ste dobili pri komaj 2 oziroma 3-letnem delovanju tega koncepta, ki je mimogrede edini pravi koncept krožnega gospodarstva v Sloveniji pri njih? Ali so sami že zaznali kakšne benefite ali še to čakalo? Vi ste nekaj kvantificiranih podatkov že povedali, ampak me vseeno zanima vaš občutek. Ja, torej res sem bil tudi osebno in spoznal direktorja družbe in vidno je, da družba zelo dobro posluje tudi z majhnim številom zaposlenih v sami družbi. Je pa organizacija zelo dobro postavljena, tako da je sodelovanje z ostalimi lokalnimi družbi zelo pozitivno in to mislim, da je prav tisto, kar se potem kaže na teh, rečemo bolj, na teh kazalnikih, ki smo in tudi vrednostih, ki smo jih videli v sami predstavitvi. Hvala. Ja, sami ste že povedali, da del znanja že kljub temu, da ste še zelo mladi, s pridom uporabljate tudi na delovnem mestu. Zdaj jaz verjamem, da kot potencialen kandidat boste tudi kmalu na kakšnem
bolj vodstvenem delovnem mestu in me zanima predvsem ta izkušnja. A krožno gospodarstvo v podjetju je možno z nekimi vidiki prenašati in benefite iz njega tudi pri samem poslovanju črpati? Iz mojih izkušenj je v bistvu to lažje speljati na kakšnem manjšem podjetju, ki je bolj fleksibilno. Pri teh večjih podjetjih so ta pravila malo bolj toga, ampak v primeru, da se pokaže res pozitivne učinke, ki ta sam koncept lahko prinese na podjetju, je to sigurno pozitivno in bi bilo sprejeto tudi više iz višjih vodstev kot pozitiven koncept, na katerega se lahko dodatno investira. Tako, na katerem lahko gradijo. Čeprav kot podjetje samo je v nekem okolju, ki tudi mora nuditi spodbudo, da podpira to vrsten način. In to bomo morali, kot sem pokazal tudi v svoji predstavitvi, počasi storiti vsi, drugače ne vemo, kako svetla bodočnost nas čaka. Andreja, najlepša hvala za vaše sodelovanje pri tem. Jaz se zahvaljujem za pozornost in upam, da ste vsaj delček tega zaznali, delček pomembnosti, ki smo ga želela predstaviti glede trajnostnega razvoja, glede antropološkega vpliva na okolje in konec koncev glede naše prihodnosti. Hvala vam in hvala vsem.